Lep pozdrav na šolskem centru Ravne na Koroškem. Tu smo zato, ker se v teh dneh končujeta dva velika evropska projekta, tudi denarno zelo bogata. To je medpodjetniški izobraževalni center in energetska sanacija stavb srednjih šol. Mogoče za začetek ena čisto kratka predstavitev tega šolskega centra. V šolski center Ravne na Koroškem spadajo srednja šola Ravne na Koroškem, gimnazija Ravne na Koroškem, višja šola ter medpodjetniški izobraževalni center. Vsega skupaj je nas malo čez 1000 dijakov, 120 delavcev šole, malo čez 100 študentov, tako da je to precej velik šolski center. V teh letih, odkar smo skupaj, veliko delamo na dvigu kakovosti izobraževanja in sploh življenja v šolskem centru, če tako lahko rečem, in sicer na izboljšanju pogojev za izobraževanje in pa seveda na uvajanju sodobne tehnologije. In ta dva projekta, o katerih sem na začetku govoril, sta nam prišla zelo prav. Prijavili smo se in bili izbrani, kar je pravzaprav neverjeten dosežek, in na Koroško pripeljali znanje oziroma tehnologijo in pa boljše prostorske možnosti. O teh projektih malo kasneje, zdaj bi pa predal naši gostiteljici, ravnateljici srednje šole Ivanki Stoper besedo, da uvede. Ja, torej pozdravljeni v mojem imenu, torej še vedno smo danes na naši stari šoli, kot temu rečemo, čeprav vsi dobro veste, da finiširamo, bom rekla, čeprav je to bolj grda beseda, pa vendarle novo šolo, v katero se bomo drugo leto septembra preselili. Predtem pa seveda o projektu, ki ga otvarjamo v petek in ki pravzaprav pomeni en velik vsebinski premik znotraj našega dela, gre za medpodjetniški izobraževalni center. Ko smo sestavljali takrat elaborat za pridobitev sredstev na seveda Evropskega sklada za regionalni razvoj, smo si postavili za cilj, da okrepimo naše zmožnosti, da usposobimo čim bolj tehniško podkovan kader, ki bo na tem terenu, ki veste, da je kovinsko-predelovalni in bo tako tudi ostal generalno, regijsko, koroško, da s pomočjo strojev, ki bodo omogočali taka znanja, okrepimo naše udeležence. Govorim o dijakih, govorim o študentih, govorim o udeležencih izobraževanja odraslih, govorim tudi o ljudeh, ki so brezposelni in ki nam bi jih Zavod za zaposlovanje poslal v usposabljanje. Govorim tudi o potencialno o delavcih, ki kadar končujejo in ko končujejo šolo, rabijo nek strnen trening, rabijo veščine, ki jih pri določenih strojih in pri določenih operacijah lahko bodo pridobili od sedaj naprej tudi v našem medpodjetniškem izobraževalnem centru. Mi nekako smo morali najprej se soočiti s tem, da nimamo prostora zanj. In prva, mislim, da je posrečena ideja bila, da smo se nekako odločili, da ostanemo kar na tej lokaciji, ki je blizu bivše železarne Ravne, ki je to se pravi na dvorišču industrije, precej močne na tem področju. In tu smo pravzaprav zagradili prostor, ki je bil že nadstrešnica, pred avtomehanično delavnico, potem boste to videli v živo in na drugi strani odprli stavbo ter opremili prostor z novimi sodobnimi stroji. Praktično smo mi s tem micem, poleg gradnje, poleg sanacije tega prostora, poleg vsega, kar je še bilo treba postoriti, da je ta prostor funkcionalni in seveda sodoben, smo sem pripeljali različne sklope opreme. Najprej je tu merilna oprema. Merilna oprema za CNC merilnim strojem je korak naprej, ker danes v tehniki ni velikih toleranc, včasih jih sploh ni več. In če ti hočeš biti konkurenčen, moraš izdelek izdelati praktično, rekli bi moji strokovnjaki oziroma učitelji, ki učijo stroko, v nulo rečejo, v nulo. To se pravi, da ne sme biti nič narobe. No in na tak način je to možno kontrolirati seveda z dobro merilno opremo, ki se je moraš pa naučiti. Da moraš ti prvo tako zadevo videti, ko prideš iz šole, ker potem se zelo hitro pojavijo očitki, da šola nič ni naučila. Zelo pavšalno je to možno vedno reči. Je pa res, da je seveda z opremo, ki jo pridobivamo, veliko vaj možnosti, da bodo ti dijaki prihajali na delovna mesta in prvič srečevali določene operacije in stroje in opremo. Druga oprema, ki je pravzaprav sredična oprema in je največ vredna in tudi materialno največji korak, pa je strojna oprema.
Zdaj, če na kratko naštejem te največje stroje, ki boste spodaj videli, prvi je 5-osni CNC vertikalni reskalni obdelovalni center, potem je CNC stružnica z gnanim orodjem in epsilonosjo, potem je CNC stroj za žično erozijo, CNC brusilni stroj za zunanje in notranje brušenje. Do zdaj niti enega stroja, razen klasike za brušenje šola ni imela, recimo žične erozije tudi ne, gre za postopek, ki se potrebuje v dobri orodjarni. Mi pa imamo na višji šoli orodjarstvo kot izbiro, ne, tudi za študente. Potem imamo CNC stružnice, didaktične, ki so super zato, ker ne moreš narediti prevelike škode, ker vse te postopke najprej virtualno izvedeš, ne, potem pa greš na stroje. Vsa oprema na strojih je zelo draga, tako da si je težko privoščiti neke lome, a ne stroje lome te vrste. Potem imamo robotsko celico in mobilne pneumatske delovne postaje, 3D skener in 3D printer. Danes je to skoraj že nujno, ne, v modelarstvu posebej, modeliranju. Postaviti smo uspeli tudi učno malo fotovoltaično elektrarno na naši strehi, ki nam bo nekaj energije vračala, to pomeni, da oddajamo energijo tudi v sistem in Petrol Energetika nam bo potem odštel stroške te električne energije, ki jo plačujemo. Drugače, to ni zelo veliko, ampak vendarle. Pokazati želimo, da se splača varčevati na teh področjih, pa en korak, pa toplotna sanitarna voda se bo ogrevala s toplotno črpalko, topla sanitarna voda in tako naprej. To so koraki, s katerimi želimo osveščati otroke, da se splača na tem področju kaj narediti, da lahko vsak naredi nekaj malega, ne. Potem laserski stroj za graviranje in označevanje, markiranje se to strokovno reče, in pa mini robot, s katerim pravzaprav upravljamo številne operacije. To pa še ni vse. Mi smo nabavili še cel kup računalniške opreme, kaj vse veste, brez računalnikov danes ni tehnike, pa tudi najbrž kakega druga področja ne. In pa seveda varilno opremo, ki je do zdaj tudi nismo imeli, torej smo srednja šola, ki si je varilnico tako ali drugače sposojala v železarni Ravne. Zdaj pa se bomo lahko pohvalili celo z varilnim robotom, varilnim CNC rezalnikom in pa seveda tudi praktično simulatorjem varjenja. To je pa tudi zelo super naprava, kajti simulacijo ti že ugotoviš, kako kvaliteten je zvar, ki ga opraviš. Jaz sem že sama poskusila na njej delati, moram reči, da je bil dober zvar, ampak to je bila čisto zgolj začetniška sreča, ne? Nisem vedela, kaj počnem, tako da nimam pojma, ne? Ampak je bil super zvar, cene so bile fantastične, ne? Vse veste, tudi slepa kura zrno najde, ne? Potem smo pa seveda še poskrbeli za zavorno stezo v avtomehanični delavnici, tako da lahko tudi tu preverimo, koliko so dobre zavore, preden grejo naše stranke iz avtomehanične delavnice na tehnički pregled, lahko še to naredimo, ne, kar prej nismo mogli, nismo imeli te zavorne steze, in pa opremili smo se z viličarjem električnim ter konzolnim dvigalom, tako da lahko poslužujemo te stroje. To je recimo oprema, ki smo jo v 1.740.000 evrih sredstev iz Evropskega regionalnega sklada in pa v deležu 20%, no bom rekla, malo več kot 20%, recimo pride, malo več, 340-350.000 evrov je bilo treba pa v šolskem centru najti svojih sredstev. No in to je bilo kar precejšen zalogaj za nas, ne? Ker nismo dobili te sredstev v gospodarstvu, nismo jih dobili nekjer zunaj, morali smo jih prislužiti na nek način sami. Ne? Koliko je bilo? 1.740.000 je bila vrednost investicije. Ne? Ne, je bilo sofinanciranje. Sofinanciranje evropsko, nepovratna sredstva so bila to, ampak delež je bil pa 2.100.000, pa še vem, koliko je bila investicija vredna cela. Ampak vseeno je bilo precej sredstev treba najti doma, tako da šole, ki niso gospodarne, ki ne služijo tudi same, ki niso na trgu, bi danes težko sodelovali v teh projektih in taka sredstva spravljali skupaj, ne? Dejansko, ker ne moreš v šoli krede prodajati, ne se veste, da to ne gre. Ne? Teda to je bil zalogaj, ki smo ga zmogli in spodaj res je nastala delavnica, ki nam bi jo marsikdo zavidal, celo v podjetjih, kaj šele v šolah, tako da imamo materialne pogoje. Poleg materialnih pogojev imamo pa seveda tudi ekipo ljudi, ki je pripravljena na tem delati in mislim, da je to eden od osnovnih pogojev, da računamo na uspeh tudi v prihodnje. Mi bi radi tukaj sodelovali s podjetji bolj, več, pa ne samo na papirju, torej tudi v resnici. In naša želja je seveda dati čim bolj usposobljene mlade ljudi. Kako pa je zanimanje za vaše mlade ljudi? Ja,
Ja, zanimanje je kar dobro, hvala Bogu. To so eni redkih poklicev, ki če ne najdejo mesta v Sloveniji, grejo pa v Avstrijo. Ne, vam povem po resnici, tako pač je. Ne. V firmi male jih dela že veliko, pa čez mejo gre jih veliko. Jaz sem bila čist pred kratkim na eni konferenci v Wolfsbergu, kovinarstva, mednarodni, in slišala sem tam podatek, ki me je po eni strani šokiral, po drugi me je pa razveselil. Ti ljudje, ki so tam to konferenco pripravili, so povedali tudi naslednji podatek, da v naslednjih 5 letih bo Evropa iskala 3000 strokovnjakov, CNC in druge tehnologije. Jaz težko verjamem, mi jih, ne? Tudi oni sami nimajo dovolj zanimanja za te poklice, tako da bodo pač dobili tiste, ki bodo na trgu, ne? Jasmina, to je dejstvo, ne? In šli bodo ljudje, to je dejstvo. Mladi odhajajo iz Slovenije in ti mladi bodo imeli pa še toliko večjo konkurenčno prednost, ne? Če bodo izšolani za te poklice, ker dejstvo pa je, da ti poklici so dobro plačani. Ne? Ti poklici so tam dobro plačani. Govorimo o 2000 evrih in še več plače. Ne? To ni slaba plača. Saj veste, kdo pa dan v Sloveniji to zasluži, ne? A ne, razumete, dejansko je to dobra plača, ne? Kakorkoli že gledamo, z kateregakoli zornega kota. In to je tisto, kar se bo dogajalo nevredno tudi na naši Koroški. Ali pa se bo zagnalo vse skupaj tudi do te mere tu, da bodo ljudje ostali tu. Ne? Če bo plača stimulativna, če bo delo tako, da bo dodana vrednost tako velika, da bodo izdelki dovolj dragi, da se bo tržili, ne, da bo tudi pamet nekaj vredna, ne samo količina, ne, vse veste, laično sem povedala, ne, torej kvantiteta pa kvaliteta in takrat bo pa tudi tu se stvar premaknila. Ne. Je pa to malo manj odvisno od nas, kot bi si mi želeli. Ne. Malo manj je odvisno od šole kot take. Mi bi radi naredili maksimum, ne, in to se bomo trudili tudi naprej. Ostalo bo pa sestavila država, če bo in ko bo. Upajmo, da bo. Ne. Je pa res, da ljudje, ki so tu dobri, niso brezposelni. Tu se brezposelnost dogodi samo s tistimi, ki nimajo delovnih navad. Ne? Ker mi se v šoli utepamo predvsem z dejstvom, da otroci nimajo, zdaj mi spet uporabljajo eno besedo, ki ni slovenska, ampak zelo pove to, kar mislim, zicledra. Otroci se želijo v sekundi naučiti vsega, potem pa bežati stran. Ne? Oni ne sedijo in rečejo ure in ure, da bom zdaj to znal. Ne? So otroci, ki so hiperaktivne neke vrste, ne? Torej otroci akcije, računalniškega sveta in tu se vse tako hitro menjava, giba, dogaja. Mene včas rečejo, kaj kažem na klancu, ne, film. Pa to sploh ni film, se pa po 20 minutah nič ne rečejo, mi rečejo. Ne. Razumete, oni tega več skoro niso sposobni gledati. Ker je to življenje nekje drugačno, to, kar oni doživljajo. Ne. Mora jih biti toliko mrtvih 5 minutah, mora jih toliko biti takih 5 minutah, skratka, razumete. In oni tega več ne prinesejo. To je za njih imaginarni svet. Ja. Je bilo vprašanje za mlade, koliko jih bere za zabav, doben. Ampak za računalnik, ko so pa sposobni, tako si rekel, ure in ure. Dneve in dneve. 8 ur tudi eni v naših sedijo za igricami. Ampak mogoče dober odgovor na to, kar ste vprašali, ta, ne, da zadnje 2 leti, 3 leta na teh informativnih dnevih in na obiskih osnovnih šol opazimo, da se zanimanje za srednjo šolo ravno ekstremno povečuje v primerjavi z drugimi šolami, ker so pač ti poklici zaposljivi in vedo, da če bo dober, bo dobil službo. Ja. Vse ljudje niso neumni, ne? Znajo zračunati, vejo, starši so odločilni dejavnik, tu pa tudi kvaliteto dela, trudimo se dvigniti do maksimuma, kar znamo in zvoremo. Ne? Pa tudi s samim sistemom dela, pa s pripomočki in gremo nasproti in jim pomagamo. Ne? Tako da letos pravzaprav smo darili eno zelo veliko potezo, ki jo lahko tudi zdaj, ko je ravno novinarska konferenca, omenimo. V prvih letnikih 5. stopnje smo vse od dijakov oborožili s tablicami, in to zmogljivimi. Tablicami, ki so take, da nadomeščajo prenosne računalnike in bomo poskušali postati e-kompetentna šola. Skušamo izenačevati pogoje socialne in omogočati, da ti otroci se učijo na način, ki jim je najbližje. To se pravi za računalnike. In bodo uporabljene pri vseh predmetih, posebej pa pri strokovnih. Vseh prvih letnikih strojne, te elektro in pa računalniške. To se pravi 64 otrokom, 64 je toliko upisani, čisto vsi bodo dobili torej v uporabo tablice, ki niso igračke, ki so prave, ki nadomeščajo dober prenosni računalnik vrednosti. Ja, zdaj dobivajo. Ko podpišejo pogodbo z nami, ko poravnajo kavcijo, ki je 50 evrov za 4 leta, takrat bodo to dobili. Zelo se veselijo. Vsak dan sprašujejo.
Računalniški, strojni tehnik pa elektrotehnik, poklicne pa ne. Tehniki, ki so sposobni to tehnologijo tudi s pridom uporabljati, se zato gre. Mi ne želimo, da postane igračka, je pa tudi res, da ne želimo, da jih omejujemo. Mi ne zaklepamo teh tablic, mi jim pustimo odprte za vse, kar bodo njih želeli narediti. Če se jim bodo pa sesule, ker bodo vse spravili na njih, pa če jih bomo morali mi resetirati, bo pa to stalo 20 €. Tega pa ne bomo delati zastonj, ker če bo oni navlekli vse na njih, a veste, tako močna ni nobena tablica, ne zdrži tega na svetu, ne? A veste, kaj mislim? Toliko programov, toliko vsega, bojo morali pač to poravnati. Seveda, oni imajo tablico, imajo dok za polnjenje z 3 USB izhodi, Hewlett Packard, govorim, Hewlett Packard, ovitek, ki smo dobili gratis od tistega, ki nam je to dobavil, in pa tipkovnico virtualno. To pomeni, da je to zdaj da fantastično, lahko si pogledate, imamo spodaj eno, fantastično, vrednost je 1000 € tega, kar vam govorim, na osebo. Grem po eno dobro. Ja, prosim, če greš po eno. Ker je v moji pisarni tega zdaj, da ima skladišče. Ne, to ni v okviru tega projekta, pač pa je v okviru našega projekta šolskega centra, ker pač želimo promocijo narediti dovolj veliko, želimo pa tudi spremeniti način dela. To je prvi cilj, ker ti otroci so digitalni otroci in s klasiko mi več z njimi ne bomo mogli dolgoročno delati. Mi rabimo njih zmotivirati in njih je možno zmotivirati samo na način, ki je njim blizu, ne na način, ki je nam blizu. Jaz lahko imam same učiteljice z mini kiklami, pa ne bo to nič pomagalo. Razumete? Dobro, pri parih, ja, ampak večina bo prvič opazilo, naslednjič pa ne, saj Jasmina se je nasmejala, ampak res, ne. Jer rabimo njihov način, da jih zmotiviramo. In to je samo to. Je to tudi že projekt v Sloveniji, mi pa nismo tega naredili skozi projekt, pač pa s pomočjo lastnega znanja in vložka lastnega denarja, ker projekti pa spet vse veste, kaj se zavezujejo. Mi si želimo res e-učilnice, e-gradiva, zmanjšati porabo papirja, izenačiti otrokom socialna neenakost in jim vsem omogočiti, da so v štartu dobri. Velik korak je to in jaz seveda z direktorjem sem o tem govorila in prišla do zaključka, da je pametno, da je treba vlagati v te mlade in da je treba narediti maksimum. Je pač tako, da te zadeve, o katerih se danes pogovarjamo, so predvsem za tehnološko opremo, pa oprema prostorov, pa fasade in tako naprej, ampak na šolskem centru v vseh šolah potekajo tudi projekti, ki se pač nanašajo na način poučevanja, na pristope do mladih in tako naprej. Tudi evropski projekti financirani iz evropskih strukturnih skladov, ker pač 3-4 projekte smo v zadnjem letu tudi imeli z evropskih strukturnih skladov. Niso bili tako močni kot pa tu, ampak so se neposredno nanašali na delo v razredu, na otroke in tako naprej. Primož, če pokažeš to čudo, gledajte, to je tipkovnica virtualna, to je dok je tisti, na katerega se polnjenje dogaja, to je, gledajte, ta ovitek tablice, Hewlett Packardove in to je pa tablica. Dosti zmogljiva, naši računalnici pravijo, da je pač dejansko enako vredna prenosnemu računalniku. Jo pa lahko samo odneseš in imaš še eno enoto za USB enoto zunaj, tako da ne rabiš nič tega nositi seboj, pa imaš virtualno tipkovnico. Lahko pa odneseš tako in postaviš navzgor in potem tipkaš s tem, pa lahko si še miško priključiš, kar je pa meni najbolj všeč, ker jaz brez miške sem zelo nesrečna. Imam rada tudi mucko, ampak še rajše imam pa miško pri računalniku. Zelo težko tipkam. Eni mlajši kolegi pa zelo radi tipkajo s tistim dotikom. Tudi učenci so bolj hitri, ko pišejo karkoli. Čeprav za to zapisanje to ne bo. En nesporazum moramo pa tudi moramo pa razčistiti takoj. Mi s tem ne hodimo iz šole knjig in zvezkov in pisanja. Ker že tako imamo težave s tem, da vidimo, da so naši otroci slabo pismeni. Funkcionalno pismeni smo tako slabo. Mi tega ne podimo ven, mi samo dograjujemo tam, da ne bo samo izključno zvezek. In s tem, glede na to, da imamo šolo popolnoma užičeno, z wirelessom, z brezžičnim dostopom, lahko kadarkoli prihajajo na spletno stran, na YouTube, kjer je veliko gradiva za učenje in seveda logično tudi v e-učilnico našo. In ni več to, jaz nimam, ti nimaš, on nima, vsi imamo. In to vse je komplet, ki ga dobijo in učitelji in dijaki. Vsi. Sprva smo mislili, da bi tudi dijakom dali samo tablico brez tega, potem smo odločili, da bomo ta standard res naredili v redu. Ker s tem se pa res v redu lapila. Ni več težav.
To je mic, to je tisto, kar se še na področju tehnike, je pa vse povezano, ker ta tehnika je prepletena od teoretičnih predmetov k strokovnim praktičnim predmetom, k usposabljanju. Vse je resnici eno, ne, prepleteno, tako pa preproga, nitke v preprogi, eno brez drugega ne gre. Verjetno ste sem dali zato, da ni nekih razlik po dijaki, ne? Prosim? Verjetno ste sem dali tudi zato, da ni nekih razlik. Jaz nisem želela nobenih razlik in sem zelo srečna, ko so čisto vsi dijaki in njihovi starši podpisali pogodbo in ko so vsi pripravljeni plačati kaucijo. Res, da smo dali 2 obroka, 25 do novega leta, pa 25 po novem letu, se nikamor ne bodo šli in vsi so rekli da. Je pa res, da v trenutku, ko so zvedeli, so dnevno spraševali vsakogar, ko so ga videli in je bilo že nevzdržno. Mi smo postopek izpeljali javnega naročila, postopek najema teh tablic, ki bomo v 4 letih plačevali, ne? In do takrat seveda nismo tega mogli dati, ne? Dokler ni postopek zaključen, formalno pravno, in dijaki tega niso mogli razumeti. Kaj zdaj ravnalica dela? Zakaj skriva tiste tablice? Ne? Zakaj nam jih že ne da? In je bilo nevzdržno, tako da smo se zdaj tega lotili, kljub temu, da je otvoritev po vse, ker otroci niso več dali miru. Ne? Gimnazijci imajo v šoli, zdaj, Ja, domov jih ne gimnazijci- nosijo, tako da šoli je dosti računalnikov. Je tudi narava dela malo druga. Skoraj za vsakega. A veste, Jasmina, je narava dela druga, ne? Ni treba, da se žene program za elektroinštalacije, ni treba, da se žene program za to in je narava dela tam kar precej drugačna, ne? Je vprašanje, če so čisto smiselni, a ne? Je pač tako na gimnaziji, je pač tako, ne, kot pravi, imamo ogromno učilnic opremljenih z računalniki, recimo pouk angleščine poteka tako, da imajo dijaki te vire iščejo, pa besedila in tako naprej preko računalnika in tako naprej. Če pa kdo rabi računalnik, pa ga dobi gotovo, a ne na reverse in ga doma uporablja. Mogoče bi mi šli še na drugo področje tega, za kar smo danes tu, to je energetska sanacija stavb šolskega centra ravno na Koroškem. Kolikor lahko, no zdaj se niti ne vidi več, ampak kako leto nazaj ste najbrž videli, da sta obe stavbi, tako gimnazije kot srednje šole, precej zmatrani. Zgrajeni ste bili tam od 50. do 60. leta, se pravi, čez 60 let sta stari in seveda sta energetsko zelo potratni bili. To je seveda potem tudi posledica tega, pa je seveda tudi to, da so bili notranji pogoji slabi, mrzlo, poleti vroče, ko pes in tako naprej, ne. No in zato smo se 2 leti nazaj prijavili na razpis Ministrstva za šolstvo in tako naprej. To ministrstvo se vsak mesec drugače imenuje, zato ne vem, kako se je točno takrat imenovalo, in bili uspešni. Samo 17 šol oziroma centrov v Sloveniji je takrat bilo uspešnih, kar je zelo mala številka, če upoštevamo, da je vseh šol približno 150, 160 stavb je pa še veliko več. No in v okviru te energetske sanacije vrednost je bila malo manj kot 1 milijon evrov, okrog 900 tisoč evrov, pa skoraj vse je prispevala Evropska skupnost oziroma država, tudi DDV. Naš prispevek je bil malo manj kot 80 tisoč evrov, samo smo izvedli na stavbi gimnazije ravno na Koroškem novo fasado v enaki obliki vizualno, kot je bila prej. Tu smo se zelo potrudili, tudi tehnološke rešitve so bile zelo zapletene, ampak uspelo nam je. Izolacija je pa 16 cm polistirena. Ekspandiranega. Ja, no dobro. Potem smo izolirali podstrešje stare stavbe, podstrešje nove stavbe smo že pred leti. Fasado smo pa naredili okrog in okrog celotne šole, preko 4000 kvadratnih metrov je tega. Potem smo naredili pametno razsvetljavo, strojne inštalacije v smislu teh termostatskih ventilov, pa toplotnih črpalk, pa prezračevanja z rekuperacijo. To pomeni, da se nam 80% toplote vrne nazaj z svežim zrakom. Tako da smo marsikaj naredili in izboljšali pogoje. Fasado smo naredili že prejšnje leto, prezračevanje pa recimo to leto in lahko povem, da se je strošek ogrevanja v zadnji zimi iz 8000 evrov na mesec zmanjšal na 4000 evrov na mesec, kar je neverjeten prihranek in pomeni veliko za drugo delo v šoli. Zato si tudi lahko mi, pa tukaj v srednji šoli oziroma v celotnem šolskem centru, privoščimo take projekte, kot je prej gospa ravnateljica omenila, ker denarja pa treba nekje dobiti in
to so ti prihranki, ki iz takih projektov pridejo. O srednji šoli pa boš ti povedala. Ja. Na srednji šoli pa je predvsem ta vzhodni del starega objekta, ki ste ga srečevali, ko ste se mimo vzeli, ostal ne saniran. Takrat smo prej sanirali samo ta oranžni del, ki ste ga opazili, tu pa je bilo še tisto vse staro. No in z energetsko sanacijo nam je uspelo tudi ta del posodobiti. Fasada je nova, okna so nova in ravno tako pametna razsvetljava, potem so seveda vse termostatski ventili nameščeni, pa tudi nekaj še klimatskih naprav in monitoring, ki bo dejansko kazal, kako uspešni smo pri temperaturi, pri prihranku tudi mi in pri električni energiji. Tako da, kot je že rekel Drago, nekje računamo, da bi bilo kar 60% na področju toplotnega ogrevanja prihrankov in pa seveda okrog 20% na elektriki. Ne. Mi tu si obetamo ta dosežek še posebej tudi zato, ker bomo nekaj manj plačevali zaradi te male fotovoltaične elektrarne. Ne. In to pa je že kar precejšen prihranek, ki bo na drugi strani pa omogočil, da bomo kaj drugega lahko namenili dijakom. Ne. Mi smo s tem zelo zadovoljni, ker tudi stavba tu je dobila čisten drugačen videz. Je pa res, da ostaja ta stavba, ne, da je definitivno ostaja v lasti šolskega centra in da bo v njej deloval medpodjetniški izobraževalni center spodaj in pa praksa se bo še izvajala tukaj. Izvajala se bo tudi višja šola tukaj in pa seveda izobraževanje odraslih, ter še oddajali bomo prostore tistim, ki bodo potrebovali. Ne, če bo zaživela visoka šola, mogoče njej, če ne pa še komu drugemu. Smo pa že tudi gostili druge visoke šole ali pa univerze, ko so potrebovali prostor. Tako da ta stavba ostaja. Zato je smiselno bilo v njo tudi vložiti sredstva, ker že v štartu je bilo pa dogovorjeno, da nova šola zgoraj ne bo imela težkih strojev in težkih delavnic. Ne. To je bilo v štartu dogovorjeno in to je pa pomenilo, da to nekje mora ostati. In zato, ker mene toliko ljudi sprašujejo zunaj, zakaj zgoraj dokončujete hišo, ne, tu pa prenavljate. Tudi čist neznani ljudje me ostavijo, ne si reče, kaj pa delate s to šolo? Grozno boste se selili na ono, vi pa tule še nekaj delate. Bolje pač treba pojasniti, da dejansko ostajajo ti prostori za namene izobraževanja. Ne? Ker zdaj je taka stiska prostorska, da je super, če se bo potem mal se bo lažje dihalo. No? Zdaj je čisto vsak prostor učilnica. Tako da je res natesno. Ta projekt je bil vreden približno 300.000 evrov, če se prav spomnim, energetske sanacije. Vse skupaj je bilo 900.000. Ja, tako na srednji šoli. Za obe šoli. Ja. Za obe šoli je bilo pa vreden 940, nekaj takega. 940 Ja. skupna vrednost. Na 600.000 kvadratnih metrih pa smo Na 6.000 kvadratnih metrih. Ja, sanacijo, ne, oziroma to je zanimivo, je zelo velika površina, ne, na teh objektih smo toliko skupaj sanirali. Ne. Ja. No, tu v obeh projektih so še kar zanimive zgodbe, ne, z gradbinci, z drugimi izvajalci strojnih, ne vem kakih inštalacij. To je zelo zanimivo delo in lahko rečem, da mi, kar nas je tukaj zadnjih 2 leti, ne vem, če smo imeli kakšne počitnice, zato ker smo, vsaj je bilo neka losa, ne, in potem smo skačeš okrog, podpisuješ, noriš, kaj že, gradbeno podjetje Radlje šlo stečaj, potem ono, 3., 4. in tako naprej, ne bomo jamrali, ampak bilo je zanimivo, smo pa zelo veseli in ne vem, ponosni, ne vem, kaj bi še povedal, ne, tako da bo petek res lep dogodek. Ja, petek bo svečan dogodek, če par besed o tem povem. Tu spodaj pred delavnico smo pripravili otvoritev, vreme smo zrihtali, zdaj sem že preverila na internetu, zadeve so urejene. Hvala lepa, direktor, si rekel, da boš, ne? Ja, torej vreme je urejeno, je pa res, da se zelo zgodaj dobimo, ker je minister tako želel. Ne, minister je tako želel, ob 9. je on pri nas in potem se nekje, danes je bilo tisto pismo, ki si ga omenil, in potem forwardano, on bo približno 1,5 ure pri nas, potem se pa bo odpeljal v Ljubljano, ker ima še eno otvoritev v Ljubljani. Pol 11. gre. Pol 11. gre v tuja, 10:30, tako da mi bomo v tem času najprej imeli kulturni program, nekaj govorov, Eva Boto bo tudi malo zapela, našemu harmonikašu oziroma naš ansambl bo zapel 2 skladbi, bo to zelo kratko, ne želimo dolge ceremonije, pol ure, potem gremo pa pod vodstvom Igorja Kosmača, ki vam ga tudi predstavljam in je vodja MIC in bo to strokovno zadevo peljal naprej. Bo on vodil ogled od stroja do stroja, na stroju se bodo zadeve vrtele na stroji, skupaj z dijaki in učitelji in bomo pravzaprav težo dali temu, da boste videli, kaj vse lahko počnemo z vsem tem, z večino tega, kar imamo, čisto vse ne bomo mogli, ker bi tudi potem vas preveč utrudili, pa dejansko si želimo pokazati tisto, kar se nam zdi najboljše, ne, da bi pogledali, da bi videli,
Povabili smo gospodarstvenike, povabili smo druge ljudi, kolege, šolnike, novinarje vas in seveda ravnatelje in tako naprej, pa vse druge ljudi, Korošce, vrata so odprta za vse in upamo, da bodo ljudje prišli že malo z radovednosti, da vidijo, kaj se je zgradilo, kako to deluje. Potem pa ena manjša zakuska in to bo potem ta dan. Ja, Jernej Pikalo, naš minister, ne, če rečemo tako malo neskromno, naš, ne, ker je pač iz Koroške. Jernej Pikalo je končal gimnazij leta 94. 1994 ima lepe spomine. Malo lažje ga je bilo dobiti, kot pa drugače, ne. Priznamo, ne, kaj ne rečemo. Praktično sploh ni bilo problema. Prihaja domov in na nek način je to njemu še vedno prioriteta, to pa. Ja, mogoče tudi to, ne, mogoče pa kot češko je cmoke skupaj, kaj ratje, ne. Tako da toliko, no, toliko. Ja, mogoče še jaz. Ja, Primož, prosim. Kje sem zdaj pritalpujem? No, Primož Praper in njegovo podjetje EU-Trip, so nam precej pomagali pri tem, ko mi smo si seveda postavili nekaj izhodišča in tak naprej, potem pa vse to spraviti v tisto obliko, ki je evropski birokrati zastopijo, je bilo pa dokaj težko in on je tu in njegovi so tukaj res izjemno pomagali, zato lepa hvala. Pa samo preden, da poveš, v petek bomo odprli tudi dvigalo na gimnaziji ravno na Koroškem. Samo par stavkov, to smo financirali tudi sami, ker pač vse šole ne bi bile prijazne šole in tudi za gibalno ovirane dijake in dijakine ter za zaposlene, recimo marsikateri težki stroji so gor pa dol, in smo pač investirali v to dvigalo. Je zelo zahtevno dvigalo, 8 izhodov ima, ker sta pač prizidek in pa osnovni del stavbe ločena za pol etaže in tako da imamo zdaj izhode tudi v učilnico fizike recimo in tako naprej. In je to res velika pridobitev, to sem že prej povedal, da neki priložnosti, odkar je to odprto, par dni so že 4 dijaki na Berglah prišli, tako da dvigalo uporabljamo že. To nimate pa dijaka na vozičku trenutno? Trenutno nimamo dijaka na vozičku. Ste to pač naredili kljub temu? Naredili smo zaradi teh smernic, zaradi tega, ker pač ostane in tako lahko ponudimo tudi tem. Koliko je bilo vredna investicija? Vredna investicija je bila pa, koliko je, 106 000 evrov približno. Tega ste tudi v bistvu v bodoče se odpirate za dijake? Za dijake, ki imajo kakršnikoli tak hendikep ali pa kaj podobnega. Ja, pri teh stavbah je to starih nujno, zdaj nove so tako zgrajene. Mi smo tudi ugradili dvigalo, ko smo pa imeli dijake in ni šlo drugače, malo za maški, malo za enim drugim denarjem. In logično je, da je tudi drago razmišljalo o tem, da labi dvigalo za take dijake, da se bodo lahko tudi upisali in hodili v šolo. Zdaj, če že imate kako vprašanje, Primož, ti bo povedal še malo. Jaz bi se mogoče samo se zahvalil za zaupanje. Mi smo leta 2011 pravzaprav tu dobili ta dva velika projekta, če skupaj agregatno pogledamo. Dejansko to pomeni 3 milijone evrov vrednih investicij še z dvigalom, pa še z nekimi neupravičenimi stroški 3,2. Se pravi, skupaj se je pridobilo iz sklada Evropske unije nekaj 1 700 000 evrov. To so kar lepe številke, stopnja sofinanciranja je bila tudi zelo dobra, se pravi, pri MIC-ih je bilo vse 100% upravičenih stroškov sofinancirano, razen davka na dodano vrednost. Medtem pri energetski sanaciji pa bi rekel, je tudi davek na dodano vrednost bil pa nekje 10% oziroma 8% ni bilo sofinancirano. To je bilo kar in zdaj tudi ti objekti se enih prvih, vse kar se tiče energetske sanacije, zdaj zaključujejo, ostale šole nekako še z otvoritvami niso tako pričele. Zahvaliti se je treba seveda v tem primeru Evropski uniji 2 skladoma, en je sklad za regionalni razvoj, drugo je kohezijski sklad, se pravi tudi tu je bilo kar nekaj dela upravljenega in zdaj zadnji zahtevki nekje prihajajo, odhajajo, tako da se začne tista, bi rekel, mogoče 3. faza projekta spremljanja učinkov investicij. Tu se bo potrebno potruditi in glede programov, da na MIC-u bo dovolj usposabljen, da bo potekalo vse tako, kot je bilo zastavljeno v smislu programske sheme. Kot je pa že Ivanka omenila, oba objekta imata digitalni obratovalni monitoring,
Se pravi, porabo energije se lahko vsak dijak kdajkoli, ko gre po hodniku, pogleda, aha, trenutna temperatura v objektu je toliko, zunanja je toliko, danes smo porabili toliko energije, ta teden toliko in bi rekel, ta monitoring spremljanja porabe energije se kaže kot en tak dodaten prihranek, ker vsi vejo, aha, treba je paziti na energijo, ker je lahko naslednji trenutek nekdo pogleda, ali smo obnašamo varčno. Ne. Tako da ta model pravzaprav se tudi na drugih šolah, na drugih konferencah že kar predstavlja, ravno kot gimnazija Ravne je bila ena izmed prvih, ki to je uvedla v svoj avli monitor za temi prihranki energije. To zelo gledajo dijaki, ker točno vidiš, koliko evrov je bilo včeraj, koliko je danes, kak je odnos in to je zelo zanimivo, če že kaj druga ne vidiš, koliko je zunaj temperatura. Ne? Ja, in tako. No, toliko. Ja, zdaj pa smo mi vam na voljo za vprašanja, predno smo opeljali v MIC oziroma v našo veliko delavnico. Danes še stroj ne bodo brneli, saj veste, vi ste prisrčno so vabljeni v petek, tudi da se z nami malo podružite, da z ministrom, ne, še stojijo, ne, dejansko imamo vse postavljene, tudi Japonce smo imeli tukaj enega postavljeno, ne, tako da je bilo zelo zanimivo, ne, živo spoznati do tega človeka, tako da pripravljeno je. Testirane so. Testirane, ja. Serije še pa ne, zagon je bil. Ja, mislim, dijaki že kaj delajo? Na njih ne. Drugi teden so počitnice, jasminja, potem pa začnejo. Ja, en teden krompirjevo počitnice, ja. Tako da dejansko bomo res otvorili pa začeli, nismo nič prej uspeli delati. Ne? Bi lahko mogoče gospod Skodila, kaj delamo, tudi kot vodja izobraževalnega centra? Primerjavo mogoče s prejšnjim zdajšnjim stanjem. Opremo mislite? Ja, kako vi to vidite? Ja, primerjava to je očitna. Se pravi, to, kar je zdaj, to je najnovejša tehnologija, kar se v radiarstvu oziroma v strojništvu pa sploh dogaja. Zdaj, sama linijska, imamo, se pravi, stroje smo da postavili linijsko, ne, tako da se med seboj ne prepletajo, da ne rabimo, ne vem, neke izdelke z enega pona, se pravi, prek drugega stroja, pač zalagati, a ne, se pravi, da so postavljeni zaporedno. Mogoče kaj bo lahko več zdaj? Absolutno. Se pravi, ti stroje so, recimo, če gremo po vrsti, že sam bom kar od začetka šel. Ne. Se pravi, sama žaga, to je tračna žaga, brezkončni trak, CNC, se pravi, s hidravličnim primežem, 300 oziroma 290 širine, avtomatsko podajanje, avtomatski rez pod kotom 60 stopinj, sama zazna izvenkotnost, se ostavi na koncu tudi sama prekine. Potem imamo, se pravi, potem naslednja je stružnica, ne, se pravi, to je stružnica z dodano epsilonosjo. Se pravi, tukaj se deluje recimo razne tore za moznike, lahko matico naredimo, se pravi, ena dodatno gnano orodje z epsilona, ne, lahko naredimo izvrtino pod kotom ali pa karkoli. Se pravi, to je srednja velika mašina, se pravi 300 fi ali okrog 900 dolžin. No, to je brusilni stroj, podobna zadeva, se pravi tudi fi 300, 900 dolžine, za zunanje okroglo brušenje in notranje. Se pravi, bo isto CNC, tako da to je v bistvu izredno velikih natančnosti. In pa erozija, se pravi erozija, zdaj erozija se uporablja predvsem v rodjarstvu za izdelovanje orodja, ki je pač ni pomembna tega ta orodja. Zdaj po kaljenju, ponavadi je kovina, se ne da pač mehansko obdelati, erozija je pa tak postopek, da gre. Vemo, da pri kaljenju se struktura materialov spremeni in drugače odrezavanje je skoraj nemogoče. Medtem ko z erozijo z bakrenim žičkom, se pravi, nastopi kovino, je pa to dokaj enostavno. Se pravi, isto velika zadeva, se pravi, kar grejo metrski balonci, 5-osna, soda XY, pa še Z, pa še UV. UV je plus minus 150 mm, tako da recimo kakšne matrice, cepalne orodja, čisto zelo enostavno izdeluje. In pa še glavni, 5-osni, se pravi, to je 5-osni center za simultano delovanje, se pravi, ta ima pa 5 osi, XY, Z, C in pa, se pravi, C na gib mize in pa A krožen. Se pravi, v bistvu
izdelki najbolj zapletenih oblik, raznih turbin, se v bistvu v enem petju. Nasploh mislim, da bodo dijaki lahko več in boljše naučili. Absolutno. Vemo, da na Koroškem je bolj ali manj zdaj glavno orodjarstvo, zdaj, če pogledate obrtnike tu okrog, mislim, da so sami orodjari zbolj, ko jih je. Zdaj ti orodjari se seveda posodobljajo, ker drugače pač niso konkurenčni. In tudi z okoliških pač prav teh orodjarjev, lastnikov smo dobili pač neke informacije, da prav tako tehnologijo tudi potrebujejo različna krmilja, tako da imamo tudi različna krmilja, možnost preklopa v standardne kode in pa seveda te Heidenheime roderske, se pravi, to je rodersko krmilje. In v bistvu mi imamo planirano, da bodo ti dijaki seveda delali prek programskega paketa ProInžener, ki je kompatibilno s vsemi temi stroji. Imamo seveda tudi postprocesorje in potem pri praksi fizično seveda tudi na mašini. Se pravi, oni se bojo učili pri teoretičnem delu, oziroma se tudi praktično programirati, risati, konstruirati z ProInženerjem in zadevo potem samo prenesti program na stroj in stestirati in zadevo pa tudi upravljati s temi strojami. Več znanja bojo imeli. Absolutno. To je najprimjer. Do zdaj recimo s tem nismo imeli. Do zdaj smo uporabljali pač programska orodja, ta orodjarska, predvsem za 3-osne stroje. Se pravi, 4-5-osne stroje so v bistvu samevali, oziroma jih niti nismo uporabljali, ampak ta programska oprema zdaj to nam dovoljuje. Zdaj bo res izkoriščeno skoraj 100%. Ja, če bi primerjali, to je prej smo imeli miš, zdaj imamo vendar slona, tako so rekli kolege, tako da malo veste približno, ker jaz tudi vprašam laično, kaj pa zdaj torej imamo, in rečejo, normalno prej smo imeli miško, zdaj imamo pa slona, to se pravi, zdaj imamo pa res v rokah vse tisto, kar potrebujemo, da bomo lahko naučili, seveda večino, vse pa nikoli. To morate vedeti, ker vse niso niti zainteresirani za karkoli, ampak večino pa. Samo stroje je bilo za 1.800.000 €. Ja, samo stroje, prej si narobe povedal številko, bilo je 2.700.000, tisto, kar je Primož prej rekel je 1.700.000, tisto je bilo sam za mic. So financirano. Ja, ampak je bilo 2 milijona, za energetsko sanacijo, redo si prevodoval. 2.700. Če gremo še enkrat. Skupna vrednost projekta. Obeh projektov je bila 3 milijone, pa 100 pravzaprav, če še damo. Od tega je bilo pridobljenih nepovratnih sredstev 2.700. Tako, to je zdaj prava številka. Se te poračujem, ampak res so gospe zapisali napačno, ne bi rada, ker sem prej govorila o tem, da je samo mic bil za 1.740.000, misli, da sem se zmotila. No, ni tukaj to posebnega, ampak rada bi se pravi podatki. Igor, izvolj. 800 je bilo pa samo strojev vsega tega. Ja, drži. Dobro, zdaj bi še na usporedno opremo rad povedal, da imamo povratno inženirstvo tudi. Zdaj, pri gospodarstvu se je del spojavljal predvsem ta problem, recimo, da poleg nekih naročil dobivajo neke dodatne izdelke, kjer jih je potrebno narisati, pa skonstruirati, pa take probleme. Se pravi, mi imamo zadevo, tudi smo dobili skener, 3D skener, s pomočjo katerega zadevo poskeniramo in avtomatsko, se pravi, prenesemo v 3D program, izdelek in tega potem lahko pa mi naknadno obdelujemo ali pa ga seveda tudi sprogramiramo in naredimo na strojno. Se pravi, to je zdaj natančnosti 1/10, se pravi, na meter, kar je zelo, se pravi, za inženirstvo zelo. Koliko je 1/10? 10 na meter. To boš razložiti. Povej, koliko je to? Se pravi, odstopanje na meter, odstopa 1/10. Česa? Kak je to 1 meter? Kak? 1 milimeter? Ne, 0,1 milimeter. 0,1 milimeter na 1 meter, tako bomo mi tudi ženske razumele. A ne? Jaz tudi ne razumem tudi, kar je prirekel. Ja, odstopanje na meter 1/10, se pravi 1/10 milimetra. To je v bistvu... milimeter. Začinka, točno, ja. To bi pa že 10 začinka celo. Tako bi razumele, ja. A ja, na takih so. V zadnjem matematičnem obzorju je en zelo zanimiv članek o takih stavkih, ko je nekaj povečamo za ali pa... Mislim, ko so različni jezik, ima različne besede in to se sploh ne zastopimo ljudje med sabo. On je dvakrat večji ali je za dvakrat večji, ali pa podobno. Ali pa povečali smo na in tako naprej. To so zelo zapletene zadeve, ker se ne zastopimo v tem ljudje. Ja, središče imamo na meter. Ja.
Hvala dijakom, ki so z udarno govorico otvorili današnje srečanje. Prepričana sem, da ste skozi uvodno glasbo začutili to mladostno, pozitivno energijo, ki nas na tej šoli iz dneva v dan navdihuje za dobra in velika dela. Rezultat takega dela je tudi medpodjetniški izobraževalni center, ki je nastajal kar 5 let. Sedaj pa s ponosom najavljamo, da smo ga postavili na noge in da čvrsto in trdno stoji. Da je današnji dogodek res pomemben, priča tudi dejstvo, da je med nami gospod minister. Tule je seveda najlepše videti od vsega, ampak moram par besed reči. Najprej hvala, da sem bil danes povabljen. Vedno je lepo priti, saj jutri bom ponovno, ampak tisto bo čisto privat. Hvala vsem, ki ste me danes povabili, pa ne samo zato, da ste me povabili, ampak zato, da smo skupaj. In tule zavestno govorim skupaj, zmogli energijo, zato da smo na eni strani, tako kot je bilo rečeno, po 5 letih postavili medpodjetniški izobraževalni center in seveda na drugi strani, da zaključujemo tudi projekt energetske sanacije. Jaz mislim, da sta to dve veliki stvari, dva pomembna dogodka tule na mestu, kjer je menda, tako mi je bilo rečeno, včasih stal star gasilski dom. Ne? Danes tega gasilskega doma ni več, ker je tam drugje, ampak tule, kjer je bila po drugi svetovni vojni ustanovljena poklicna šola, kasnejša metalurška industrijska šola, še kasnejši, to sem si moral zapisati, izobraževalni center Ravne. No, od tule naprej se pa tudi že jaz spomnim, je pa SŠTNPU, pa kasnejša srednja strojno-kovinarska, pa še do današnje, recimo temu, srednje šole. Ampak vse te preoblikovanja niso zatrla enega pomembnega dejstva. In to je, seveda, da je tule, na tem mestu, skupaj seveda za gimnazijo, ampak predvsem tule, izobražen tisti pretežen del tehničnega kadra, ki ga je fabrika, pa tudi še kaj drugega na Koroškem izjemno potrebovala. In tule je ta del, ki je najbolj žlahten del tega tehničnega kadra Koroške nastal, se izobrazil, nikoli ne samo za delo tam ali kje druge, ampak seveda za življenje. In mislim, da od 57. leta, gospa ravnateljica, od 57. leta se je to dogajalo in verjamem seveda, da se bo dogajalo še naprej. Kar se tiče prihodnosti, so vsej za nas. MIC-i ena od pomembnih sestavin gledanja v prihodnost. In to zaradi tega, ker so tista vez. Vez med na eni strani industrijskimi potrebami oziroma industrijo in na drugi strani vsem tistim, kar v šolstvu imamo, torej ogromno znanje. Mi MIC-e vidimo kot povezovalne centre, kjer se to znanje na eni strani in potrebe na drugi strani pretakajo in se seveda medsebojno dopolnjujejo. Ne gre samo za to, da se dijaki doizobrazijo ali da kasneje v življenju to doizobraževanje poteka. Gre za nekaj več. Tisto, kar bi si želeli od MIC-ov, je seveda tudi to, da bi industrija izrazila svoje potrebe, da bi jasno povedala, katere tečaje, na kakšen način, s katerimi orodji in tako naprej jim lahko v teh MIC-ih pomagamo. Kajti MIC-i so zato, da čimprej, na najbolj preprost način se srečata na eni strani znanje, nakopičeno v pedagoških organizacijah, in na drugi strani industrijske potrebe, torej vse tisto, kar slovensko gospodarstvo potrebuje. Postavljamo jih kot organizacijske enote. Kot organizacijske enote zato, da bi to združevanje
bilo kar najlažje in najpreprostejše. Ampak postavljeni so še z enim namenom. In to je, da seveda vzpostavimo tisto, kar za grdo besedo, vsaj zame, rečemo vseživljenjsko izobraževanje oziroma učenje. Kajti tisto, kar industrija potrebuje, ponavadi ne dobi samo v kadrih, ki seveda pridejo iz šol. Potrebuje stalno in konstantno doizobraževanje. Potrebuje, če hočete, kulturo vseživljenjskega učenja. In MIC-i so taka organizacijska oblika, kjer se ta kultura vseživljenjskega učenja in pa doizobraževanja lahko najlepše pravzaprav izrazi in seveda tudi manifestira kasneje v rezultatih. Tako da vsem tistim, ki ste pri tem sodelovali, želim oziroma se zahvaljujem za to, obenem pa vsem tistim, ki boste zadevo vodili v prihodnosti, želim, da bi zaživela. V Sloveniji imamo zelo različne izkušnje. Ena od boljših, tudi zaradi sodelovanja industrije, je v Velenju. Tako da, če kadarkoli mogoče ne bi vedeli, kako naprej, kaj narediti, potem je velenjski MIC eden od tistih, ki ga mnogim dajemo za vzgled, to pa zaradi tega, ker, kot rečeno, zelo tvorno sodeluje izobraževanje za industrijo, ki vemo, da je v velenjskem industrijskem bazenu posebej močno. Na koncu, kot rečeno, vam želim vse lepo, ne samo novemu medpodjetniškemu izobraževalnemu centru, ampak seveda tudi šoli, ki je dala toliko kadrov. Na drugi strani gimnaziji, ravnatelju sem že obljubil, da seveda z velikim veseljem bom prišel enkrat drugič, ko bo manj obveznosti. Petki so napeti za vse tiste, ki delamo v izobraževalnem procesu, tako kot jaz pa še posebej, in to je moje opravičilo, zakaj bom tudi moral relativno hitro oditi. In to je, da vsi tisti, ki imamo pedagoški del obveznosti, in jaz jih še vedno imam na fakulteti, seveda to nočemo zamuditi za nobeno ceno. So, a veste, ljubezni v tem življenju, in opravljati pedagoško delo je ena od tistih največjih ljubezni. Tako da čestitke in obenem seveda vse lepo. Hvala. Hvala ministru. Naslednje minute pa bodo namenjene naši dijakinji šolskega centra, vsem dobro znani in vedno navdušujoči Evi Boto. I'm roaming around, always looking down at all I see. Painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody, yeah. You know that I could use somebody, someone like you.
V spredje vabim direktorja šolskega centra, da z nekaj besedami še sam počasti ta pomemben dogodek. Spoštovani, lepo vas pozdravljam. Prisrčen koroški pozdrav velja seveda ministru za izobraževanje, znanost in šport, našemu bivšemu zelo pridnemu dijaku, doktorju Jerneju Pikalu. Danes je za Koroško dober, odličen dan. Končujete se 2 projekta, financirana v pretežni meri iz skladov Evropske skupnosti, medpodjetniški izobraževalni center ter energetska sanacija stavb srednjih šol. Skupna vrednost obeh projektov znaša okoli 3 milijone evrov. Šola ni le polnilnica glav s suhoparnimi podatki, je tudi čas odraščanja, čas iger, čas ljubezni, pridobivanje odnosa do sveta, priseganje koroške trmoglavosti, zaprtosti vase, usmerjanje trdoživosti in zagnanosti v pravo smer, v smer osebne rasti, raziskovanja, a vendar z ohranjanjem pogleda na svet, žlahtnega in mehkega po duši. Zaključenima projektoma medpodjetniški izobraževalni center in energetska sanacija stavb srednjih šol smo vzpostavili boljše pogoje za izvajanje našega dela, vzgojno-izobraževalnega procesa ter zmanjšali stroške ogrevanja, toplotne in električne energije ter tako pomembno vplivali na varovanje okolja in spodbujanje ekološke zavesti. Predvsem pa je pomembno, da smo na železarske Ravne in Koroško pripeljali najsodobnejše stroje in drugo tehnološko opremo. Upamo pa lahko le, da bomo vsi skupaj znali ustvariti pogoje, da ne bomo izobraževali le za naše sosede v bližnji Avstriji in drugod po Evropi. Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali po projektih. Opravili ste, smo odlično delo. Hvala in srečno. Izklovim čez nebo, rišem sonce preko sanj zanj, mečem luč v njegove sence, ki slovo jemljajo, brez spomina z luknjami med dlanmi, da oteče pesem časa. Verjamem, nas nova ujela se bova in včeraj zazmeraj se vrne z reko luči. Še nisem našla si podloga in če grem za njim.
Pred mikrofon vabim ravnateljico Srednje šole Ravne, ki je svojo močno voljo, predvsem pa s neutrudnim delom zelo veliko pripomogla k uresničitvi medpodjetniškega izobraževalnega centra na Koroškem. Dober dan, spoštovani gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. Posebej toplo pozdravljam našega ministra, dr. Jerneja Pikala, župana občine Ravne na Koroškem, magistra Tomaža Rožena, gospoda Maruška, gospe Tilijo Verber-Kostrevčevo in Korenovo iz Direktorata za investicije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, gospoda Primoža Praparja iz podjetja Eutrip, ki je vodilo naše investicije, gospod Marijo Šibanc, svetovalko za strojništvo z Centra za poklicno izobraževanje Republike Slovenije, gospod Nevenko Štraser, predstojnico Zavoda za šolstvo z enote Slovengradec. Prijazno pozdravljam tudi gospod županjo in vse župane, direktorje in direktorice podjetij ter institucij, kolegice in kolege ravnatelje ter direktorje, še posebej gospod Fani Al-Mansur, predsednico Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, predstavnike medijev ter vse in vsakogor, ki je danes naš gost. Prisrčno dobrodošli, dragi gostje. 5. leto se že vrti, odkar smo se prvič prijavili na razpis za vzpostavitev MIC šolskega centra Ravne. Na prvem razpisu leta 2009 nismo bili uspešni, a smo vztrajali in leta 2011 s projektom MIC šolskega centra Ravne na področju predelave in obdelave kovin stopili na uspešno pot rasti in preobrazbe. Čeprav na prvi pogled manj pomembno dejstvo, je bil prav uspešno potrjen projekt eden ključnih trenutkov za spremembo celotne filozofije in kulture našega delovanja ter celostne podobe, ki je stekla vzporedno z začetkom projekta in pomeni svežino, odprtost, prijaznost in strokovnost, ki jo danes čutimo na vseh nivojih našega delovanja. Za vzpostavitev sodobnega in tehnološko naprednega medpodjetniškega izobraževalnega centra šolskega centra Ravne na Koroškem je bil zgrajen prizidek in dobavljena najsodobnejša oprema, ki bo izboljšala kakovost praktičnega dela izobraževanja in usposabljanja dijakov, študentov ter odraslih udeležencev, spodbudila bo raziskovalne in razvojne dejavnosti ter z odličnostjo, inovativnostjo, tehnološkim razvojem ter podjetniškim pristopom prepričala nadarjene mlade, da se bodo še v večji meri odločali za šolanje na področju predelave in obdelave kovin oziroma strojništva. MIC predstavlja podporno okolje za usvajanje praktičnih znanj, spretnosti in sposobnosti za takojšnjo vključitev v delovne procese pri delodajalcih, delodajalcem pa omogoča prenos znanj in sodobnih tehnologij v delovne procese. MIC bo upravljal tudi praktično popolnjevanje za zaposlene v obrti in gospodarstvu, za učitelje praktičnega usposabljanja in strokovno-teoretičnih predmetov v srednjih strokovnih in poklicnih šolah ter za nezaposlene, ki jih bo MIC napotil Zavod za zaposlovanje. Povezoval pa se bo tudi z osnovnimi in srednjimi šolami Koroške regije. Da bo to res, bomo morali poskrbeti ljudje. Konec koncev se vse vrti okrog nas, ljudi. Ljudje smo tisti, ki dajemo projektom obraz in dušo. In vso širino, ki jo premorejo. Pa ne mislim samo nas, sodelavce. Vsak predavatelj, vsak udeleženec, vsak poslovni partner lahko doda svoj košček k naši skupni zgodbi. In naša zgodba, gospe in gospodje, bo zgodba o uspehu. A to ni le tisti materialni vidik uspeha, na katerega ljudje navadno najprej pomislimo. Zame ima največjo vredno človek, ki svojim znanjem, usposobljenostjo in razgledanostjo lahko uspe v današnjem zahtevnem svetu. In takih si želim, da bi bilo čim več, saj le tako lahko upamo na boljše čase. In kolikor pozitivnih ljudi in njihovih zgodb bo dal naš MIC, tolikšna bo njegova prava vrednost. Poleg visoke strokovnosti, ki jo bo omogočila nova pridobljena in kar 1.740.000 evrov vredna tehnološko napredna oprema, kot je 5-osni vertikalni CNC obdelovalni stroj, CNC stružnica znano Y-nosjo, CNC tračna žaga, CNC stroj za žično erozijo, CNC stroj za zunanje in notranje okroglo brušenje, CNC merilni stroj, varilni robot in simulator varjenja, didaktična CNC stružnica in reskalno-vrtalni obdelovalni center, robotska celica in mobilne delovne postaje za mehatroniko, pnevmatiko in elektropnevmatiko ter oprema za 3D zajem in obdelavo podatkov. Načrtujemo naš MIC graditi tudi na teh tako imenovanih bolj mehkih veščinah in prispevati k vsestranski opolnomočenosti tistih, ki bodo vanj prišli. Želimo, da bo zrasel sodobno in uveljavljeno izobraževalno središče
za prenos znanja ter usposabljanja, ki bo dostopno in prijazno vsem, celotni Koroški regiji in tudi čez mejo. Prepoznavni po pretoku znanja, informacij in pozitivne energije bomo skrbeli za stalno in pestro dogajanje. Da pri nas te vrednote res živijo. Materialno se je že zdavnaj razblinilo in pustilo prostor drugim energijam. Zato je toliko bolj pristno življenjsko. Karkoli že pride, ali dobro ali slabo, mi smo pripravljeni. Zavedane, da je vse za nekaj dobro, je gonilna sila, da v vsaki situaciji iščemo in poiščemo nove priložnosti in rešitve. Če imamo trdno voljo in trdno osnovo v uporabnem in konkurenčnem znanju, sposobnostih, veščinah, dobrih medosebnih odnosih, timskem delu in smo pripravljeni veliko delati, ter smo tudi pozitivno naravnani, lahko kljub nemirnim vodam selej plavamo v pravo smer in skupaj je vedno lažje. Dovolite, da se na koncu zahvalim vsem vam, ki ste danes prišli od blizu in daleč in svojo prisotnostjo polepšali naše praznovanje. Hvala sodelavcem za pomoč pri pripravi slavja. Prisrčna hvala vsem in vsakomur posebej, ki ste nam pomagali uresničiti naše ideje in ki ste tako ali drugače niti svojega življenja skozi leta prepletali z življenjem naše šole. Ob pridobitvi toliko boljših pogojev dela z novim MIC-em in energetsko sanacijo stavb gimnazije ter srednje šole, vam zagotavljamo, da bomo tudi v prihodnje vlagali v znanje, veščine, v razum in v ustvarjalnost. To zmoremo, to hočemo in to moramo. Na železarskih in samorastniških ravnah se je in se bo pisala zgodovina. Hvala. Dovolite mi, da ta trenutek gospodu ministru poklonim darilo, ki je bilo izdelano v naših delavnicah. To je kovana mizica in bi želela, da gospod minister to sprejme in se spominja še dolgo na to, kako je bil naš gost. Rada pa bi mu rekla samo to, da bi v tej mizici želela, da so njegove misli prijazne, spodbudne in da ustvarja tisto, kar upamo, da bo ustvaril za vse nas šolnike, kaj pametnega. Hvala lepa, gospod minister. Pa še šopke bi potrebovala. Prosim, če lahko dobim en šopek. Prosim gospod Matejo Tilijo, skrbnico pogodbe za MIC, da pride po svoj šopek. Ni poročen, je pa lep. Pa gospa Simona Verber-Kostrevc je bila skrbnica pogodbe za energetsko sanacijo. Aha, izbrala si oranžno barvo, prav. Pa še eni dami iz ministrstva, gospe Miri Koren, ki pa je zelo, zelo obremenjena s tem, da nam raste za gimnazijo čudovit objekt, ki ga bo minister drugo leto 1. septembra otvoril. A ne, minister, da boste? Ja, če še boste. Če ne boste pa povabljena, velja, kot Korošc.
Počel je trenutek, brez katerega na otvoritvah ne gre, sledi torej svečan prerez traku, tako da še enkrat vabim na prizorišče gospoda ministra, gospoda direktorja in gospoda ravnateljico. Hvala lepa. Fajn uporabiti. Sledi pa še osrednji dogodek, to je vodeni ogled naših novih pridobitev. Vodja MIC-a, gospod Igor Kosmač, nas bo popeljal skozi delavnice in učilnice, kjer bo predstavil delovanje strojev in naprav. Pot nas bo vodila okoli šole, kjer boste na vzhodnem delu zgradbe videli še eno letošnjo zaključeno investicijo, to je energetsko sanacijo šole. Po predstavitvi pa vse vljudno vabim na prigrizek in klepet v eno izmed naših učilnic. Hvala lepa. Looking down at all I see, painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody, yeah. You know that I could use somebody. Someone like you, oh, oh, oh. Someone like you, oh, oh, looking down at all I see. Painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody, yeah. You know that I could use somebody. Someone like you.